Lepo pozdravljeni. Danes smo se zbrali na pogovoru o fotografiji z avtorjema, ki razstavljata v sklopu festivala, in sicer v galeriji Stolp, Bojan Golčar in Gregor Radonjić. V Stolpu se predstavljata za svojo razstavo, Da sem slep, pravi tisto, kar vidim. Najprej bi prosila oba avtorja, da vsak predstavi svojo serijo in razloži, kako sta se obe seriji povezali v skupen projekt s koherentno rdečo nitjo. Ja, lepo zdrav vsem. Hvala, da ste prišli. In zdaj, če naj jaz začnem, torej, pravzaprav je iniciator bil Bojan najnega tega projekta in jaz sem že v preteklosti veliko sodeloval z drugim avtorjem. S pesniki, zdaj so tudi knjigi, s pesniki, z pokojnim Tomažem Brenkom sva imela performance, multimedijske in rad sodelujem z drugimi avtorji. Ampak na ta način, da bi pa s kakšnim fotografom pripravil kakšen skupni projekt, to pa ne. In seveda to ni možno za komerkoli početi. Ta drug avtor ti mora biti blizu, z avtorskim izrazom, mora biti takšna fotografija, da bi se ti podpisal pod njih. Tak, jaz bi se pod Bojanovih fotografij najmanj podpisal. Mora biti takšna, moraš ceniti delo nekoga, da lahko se potem najdeš v nekem skupnem projektu. To ni skupinska razstava, namreč, tisto je drugo, ko imamo skupinska razstava tam. Tukaj pa treba resnično veliko stvari skupaj domisliti. In meni je pravzaprav to bila ena nov izziv, dejansko neka fraza, ampak je dejansko je tako. Vedno sem bil malo zavisten glasbenikom. Oni so se vedno med sabo povezovali in zvoke oplajali in nastajali so nove zvočne pokrajine in tako naprej, jazzovski glasbeniki, bluesovski. In fotografi ne moramo takole, ker enostavno se povezovati na ta način, imamo svoj medij, drugačen medij. Ampak ključno je, da neka vizualna poetika mora biti pa skupna. In to sem videla že prej začutila, so se že večkrat pogovarjali o tem. In to je nekako to ozadje, kar se tiče tega, zakaj sem se odločil za sodelovanje. Kot rečeno, Bojan je pravzaprav tisti, ki je iniciral vse skupaj, nekdo mora dati iniciacijsko idejo. Rezultat je pa zdaj visi v fotogaleriji Stolp. Toliko, zdaj mogoče za ogrevanje. Ja. Ko sem bil povabljen s tvoje strani k sodelovanju na festivalu fotografije Maribor, sem takoj vedel, da v tem trenutku nimam neke serije, s katero bi lahko napolnil celoten prostor. To bi en razlog, ampak ne ključni. Takoj sem tudi pomislil na to, da bi bilo res fino sodelovati z Gregorjem, s katerim so v preteklosti pravzaprav niti ne tako dolgo. Ne traja to najno poznavanje oziroma druženje, veliko govorila o fotografiji, o ustvarjanju, položaju fotografije v Sloveniji in se mi zdelo, glede na to, kar počne, res neka dobra priložnost, da skupaj nekaj naredimo. Bi pa rekel, da ni tako nemogoče, glede na to, s kakšno fotografijo se ukvarjamo, oziroma kakšen pristop in tehnike pri tem uporabljava, da bi naredila tudi skupno fotografijo. Pravzaprav, kot bomo naprej v nadaljevanju se pogovarjali, oba nekako ustvarjamo na področju mogoče eden bolj kot drugi, tako imenovane manipulirane fotografije in ne bi bilo nič nenavadnega ali nemogočega, da bi enostavno se usedla skupaj, izbrala neke materiale in iz njih naredila fotografijo, ki bi bila sestavljena iz mojega in njegovega dela. To bi bilo recimo lahko tudi kakšen izziv. Sicer pa, mislim, da se pridružujem se pravzaprav temu, da imamo nek podoben
pogled na fotografijo, tudi neke stične točke v samem ustvarjanju. Mogoče sem jaz s to zadnjo serijo nekoliko se oddalil od tega, ker sicer Gregor delam, ta prejšnja posledica je bila bližje temu, se pravi, je bilo več podobnosti v teh pokrajinah, kakor jih midva prikazujeva. Tako da, ja, ta moja zadnja serija je pač nadaljevanje mojega ustvarjanja, ki je povezano s poročilom o problemih, s katerimi se človeštvo ukvarja, s katerimi se pač vsakodnevno srečujemo, pravzaprav zdaj že na lastni koži, torej z ekološkimi problemi, z problemi segrevanja ozračja in tako dalje. To je tretja serija, ki jo temu posvečam in ne vem, mogoče bom v tej smeri še kaj nadaljeval, sicer pa mislim, da je to zdaj pač tak veliko zaključen, lahko rečem zaključen opus, se pravi ta serija Elementi narave v času klimatskih sprememb bi lahko se nadaljevala. Jaz sem zdaj pravzaprav naredil samo torej ogenj in nekaj vode, medtem ko zrak, zemlja še se jih nisem dotikal, ampak v tem trenutku pustim čas v čas. Torej, Bojan je zdaj že naredil lep uvod v moje naslednje vprašanje in sicer manipulirana fotografija. Oba ustvarjata v tem polju fotografske umetnosti in mislim, da je zanimivo, da zdaj definirata, kaj točno je manipulirana fotografija, vsaj v vajnem pogledu, ker seveda definicije tudi več, in zakaj svoje serije ustvarjata v tej tehniki. Zdaj, jaz imam tu seveda čisto jasen pogled na to, kaj je manipulirana fotografija. In ena največjih fotografskih manipulacij je črno-bela fotografija. Ni je večje, ne? Tako, barvni svet transformiramo v črno-belega, z analogno, črno-belim filmom, starimi tehnikami, s čemerkoli. To se začne. Skratka, celotna zgodovina fotografije je povezana z manipulacijo. Za mene je to ena največjih. Barvni svet spremenil črno-belega. To, da se veže manipulacija na digitalno fotografijo, je seveda predvsem nekako dikcija tistih, ki menijo, da je analogna fotografija nekako ima nek višji status ali kaj podobnega, ampak temu ni tako. Skratka, manipulacija je kakorkoli lastna, ne glede na uporabljeno tehniko, konec koncev, jaz sem 20 let ustvarjal v temnici in tam sem manipuliral, dosvetljevali smo, senčili smo, filme smo razvijali, da so bolj zrnati, vse to so manipulacije. Ne? In jaz sem potem prešel na digitalno tehniko zato, ker mi ta omogoča mi, da izrazim to, kar želim. Z analogno fotografijo tega, kar želim, ne morem izraziti. To je verjetno vidno na tej razstavi, med drugim, pa še na ostalih serijah. To je ključna stvar. Torej, zame je to nesmiselno vprašanje. Tako kot v glasbi, spet se vrnem v glasbi, kjer se mi zdi to smiselna analogija, glasbenik zame inštrument, tisti, kakšen zvok želi dobiti v tistem trenutku za neko skladbo. Takšen instrument bo uporabil. Enako je s fotografom. Naj vzame takšno kamero, takšno tehniko uporabi, kot želi končni vizualni rezultat. In to je to. Tu se vsa diskusija zame konča. Ostalo so nekakšne vsiljene diskusije nekoga in določenih krogov, ki poskušajo zaradi ne vem zakaj forsirati eno tehniko, kar je nesmiselno. Namreč živimo v 21. stoletju. V 21. stoletju vse je digitalizirano, čisto vse umetniške zvrsti so digitalizirane. Glasbeniki snemajo digitalne, uporabljajo digitalne tehnike v glasbi. Film, celotna filmska produkcija je digitalizirana, praktično. Video umetnost je digitalizirana. Od pisateljev se ne pričakuje, da bodo pisali na stare pisalne stroje, pa bodo digitalno pisali. Nihče jih ne vpraša, kako bodo dajo rokopis in tako naprej. Vse to je nesmiselno. Poleg tega, še to bom poudaril, nekoč je res bila analogna fotografija smiselna zaradi tega, ker je bila bolj obstojna.
Danes so se tehnike printanja, torej tiskanja fotografij, so tako napredovali digitalnega tiska, so celo boljše kot v določenih primerih. Imamo opravka z vrhunskimi papirji, obstojnimi, muzejskimi, z vsemi standardi in v tem primeru ni nobenih razlik več, da bi tukaj zaradi tega morali delati, bom rekel, neke takšne razlike. Jaz jih ne delam, jaz še imam zdaj temnico doma, vso opremljeno, vredno se mi vrno gledati. V tem trenutku s temi serijami, to, kar zdaj delam, to, kar zdaj čutim, da moram delati način, kako se zadevam in kako hočem izraziti, je pa digitalna fotografija, digitalni medij. Za mene enostavno tisti, s katerim pač ne moreš, ne vem, tako pravim, določene glasbe, ne moreš heavy metala igrati akustično kitaro, ne gre obratno. Tako da, vsakemu svoje. Kaj je vprašanje, zakaj? Digitalna tehnika, oziroma manipulacija. Zato, ker mi to odgovarja. V tem trenutku mi to odgovarja. Jaz sem že tudi ogromno v preteklosti delal z analogno fotografijo v temnici, že od osnovne šole dalje. In kolikor se spomnim, sem vedno nekaj zvijal, nekaj prepogibal, nekaj poskušal narediti, kar ni nek dokumentarni posnetek nekega, torej nečesa, mimo česar greš, pač bolj ali manj posrečeno najdeš, skadriraš in to posnameš. To me pač pravzaprav ne zanima. Mene zanimajo torej nekaj, kar lahko jaz ustvarim, nek moj pogled, ki ga lahko prikažem na ta način in zato to uporabljam. In tako kot marsikatero stvar v življenju, pravzaprav se tudi s tem prav pretirano resno ne ukvarjam. Ne jemljem tega tako resno, teh nekih debat ali pa razprav okoli tega, kaj je zdaj prava fotografija, katera tehnika je prava, katera je boljša, kateri fotografi so bolj kvalitetni, ker uporabljajo pač neko tehniko. Tehnika je pač nekaj, kar uporabiš za to, da ti izraziš tisto, kar želiš. In kar je meni najbolj pomembno je to, da pri tem uživam. Tako kot sem rekel, ko smo se pogovarjali tudi za ta katalog, jaz se igram. Teme, ki pa jih naslavljam, so pa prekleto resne. To je nekaj, recimo, moj statement. Mogoče bi sem to dodal še, jaz sem zelo vesel, da se je analogna fotografija ohranila. Tako kot sem zelo vesel, da so se tudi analogne plošče vrnile. Tako da meni je to samo še dodatni kamenček, to bogatstvo fotografije. Različne tehnike so da različni potem vizualni rezultati in na koncu. Tako da, kar se tega tiče, moti me seveda to, da se forsira neka tehnika na račun druge. To pa me zelo moti, ker je digitalni pristopi mogoče veliko kreativnosti mogoče, tako kot sem prej povedal v drugih žanrih umetnosti. Nikakor ni digitalna fotografija samo neko uporaba nekih pametnih telefonov, tako se hoče včasih malo poenostaviti, tudi podcenjujoče pristopati. Gre za to, da sem povedal, uporabiš neko tehniko, da izraziš tisto, kar je v tebi, kar hočeš, da pravzaprav se pojavi kot končni rezultat. Me pa recimo, če sem tukaj še mogoče to, mene izjemno fascinira, užival sem tudi v temnici, ko so tiste podobe začele ven prihajati, cel ta proces. Ampak uživam enako tudi sedaj, ko recimo s kolegom Matejem razvijala te moje fotografije iz digitalnega nosilca preko printerja in ko gledam, kako v bistvu res zahteven postopek je to, kako tukaj pravzaprav, če hočeš imeti fotografijo, kot recimo zdaj lahko na razstavi vidimo, zahteva izjemno znanje tistega, ki to dela. Koliko je tu enih, potem, ko si ti že naredil svoje, koliko je tu potem še enih
nastavitev, prilagoditev potrebnih za to, da ti dobiš potem res vrhunski izdelek, ne, kot si ga v bistvu na nek način zamislil. Ne. In se pravi, meni je digitalna tehnika nekaj, kar mi popolnoma ustreza, ne postavlja me na višje, ne nižje od kakšne druge. Enostavno tu je, verjetno se bo razvijala v prihodnosti, ne vemo, slutimo lahko izjemen napredek v tej smeri še in bomo videli. Zanimivo je pri obeh vajnih serijah to, da delujeta vsaka na svoj način likovno, kar je tudi razlog, da sta del tega festivala. Torej, Bojan, tvoje fotografije izpadajo izjemno slikarsko, risarsko, skoraj ilustrativno na določenih delih, medtem ko serija Meta krajine pridobi tudi nek nadrealistični pridih prav s to metafiziko, ki jo upeljuješ v fotografije. Je bil to, se tega lotujete povsem zavestno, da greta proti bolj klasičnim likovnim tehnikam, ki so že dolgo uveljavljene, ali je to čist spontan likovni jezik, ki je prišel skozi čas? Sploh ne. Sploh nimam v misli, ko to delam, da bi poskušal kopirati slikarstvo ali pa fejkati slikarstvo, ne, na ta način. Niti malo ne. Če tako torej, nekdo to dojema in vidi, tako kot si ti to recimo nekako začutila oziroma videla, je super, ne, ampak zame je to pač še vedno fotografija. Ne. Na tej fotografiji ni ničesar, kar ni fotografija. Ne. Se pravi, vsi elementi, ki so v teh mojih fotografijah, so narejene, sem jih jaz posnel, so potem bodisi skolažirane, vzete iz ene, dodane v drugo in preko tega so seveda potem digitalni filtri, ne, ki pač do neke mere recimo spremenijo strukturo ali pa barvo in tako dalje. Ne. Ampak še vedno je fotografija, ne, se pravi, ni nič narisano, ne, nič ni ne z digitalnimi tehnikami dodano s čopičem ali kakorkoli drugače. Ne. Tako da in jaz še vedno pač nekako govorim o fotografiji, ne, čeprav mogoče za nekoga pač, ko stvari gleda na drugačen način, je to že precej stran. Ne. Ampak seveda tudi to govori v prid svobodi, ki jo ponuja ta tehnika, vse možne načine ustvarjanja, ki to producira. To se mi zdi ključno, ne, da se človek opusti, da pač na svoj način ustvarja, okusi so pa seveda različni. Ja, jaz se ne manipuliram toliko kot Bojan, ne, pravzaprav zelo podobne pristope kot v sami temnici, ne bi šel preč v detajle, ampak včasih malo bolj, včasih pa pravzaprav na licu mesta, torej med sam fotografiranjem določenima, še takrat, ne pa potem kasneje. Če že malo tehnično, ampak odkot prihaja, ne, take vprašanje, mislim, da je bilo... Nimam ga napisanega, ampak če je spontan jezik, če je namenska pot... Mislim, zelo enostavno odgovor, absolutno, to je spontano vse. Jaz skoraj ničesar ne načrtujem. Sem pa po desetletjih ukvarjanja s fotografijo ugotovil, kaj je moj izrazni jezik, kaj me pritegne, kjer sem dober, ne, jaz sem ugotovil, da v portrete nisem dober, ne, pa še ugotovil, ne. In se ne silim tam, ne, pa še v studijski fotografiji nisem dober. Ne. V tej ulični fotografiji, reportažni, sem vse poskušal, pa ni šlo. To niti ni vleklo nikoli, vse to je povezano, ne, z drugim, zato tudi nisi dober, zato ne vleče. Ampak vse je spontano, resnično. Namreč, zdaj, mogoče moramo poleg teh žanrov nekaj drugo povedati, ne, da razjasnimo. Jaz se ukvarjam glavnem pokrajinsko fotografijo. Pokrajinsko fotografijo, vsi glavni ciklusi so seveda vezani na ta žanr. In jaz mislim, da to popolnoma prihaja podzavestno. To mislim, da nekje od znotraj prihaja ta izziv, poriv, ki te potiska naprej, da ustvarjaš na tem področju. Jaz se popolnoma spremenim, ko sem po krajini, res popolnoma sem čist drugačen.
In pravzaprav poskušam, nimam nekih pretenzij s fotografijo, da bi opozarjal na neke socialne teme, na neke dogodke, dokumentaristične fotografije, čeprav to je zelo pomembno, to je ena glavnih pomenov fotografije v sodobni družbi, da beleži družbene dogodke in zgodovino, ampak jaz se s tem ne ukvarjam, ampak s fotografijo ustvarjam svoje svetove. No, to se dan črno prebral, zdaj pokojni kolumbijski umetnik Fernando Bolero je rekel, njemu bil glavni motiv, da ustvari lastne svetove. Ne. In to je tako, da preš nekom okno, da vstopi v nek drug svet. Najprej jaz vstopim tega, oziroma vse tisto, kar predelujem v sebi, potem prenesem na končni izdelek. Ne. Mislim, meni so pokrajine fascinantne, res so mi fascinantne, jaz se tam čim bolj prazno, vse tem boljše je. Ne. To je, čeprav je to samo en vidik. Zadnja leta so me blazno privlačijo gozdovi, in je tudi knjiga nastala, Drevesa, ki je pravzaprav inicirala to. Na splošno pokrajine, no, zdaj, mislim, sprašujem, kako se mi razlikujemo, kako pokrajine na nas vpliva ljudi. Ne, kako recimo nekdo, ki živi v puščavi, oziroma obdan s puščavo, ali pa nekdo, ki živi v gorah, ali pa ob morju, Mediteranu, kako to vpliva na nas, na naš temperament, na naše čustva, na to, kako svet doživljamo. Po mojem so pokrajine zelo vplivajo na nas. Ne. In sem pred kratkim v Islandiji, nekaj tednov, in tam kako pravzaprav tista tema na tiste ljudi vpliva, tam pol leta skoraj nič svetlobe ne vidijo, sneg okoli, vse zasneženo, belo, kako to na njih vpliva, na njihov karakter ljudi. Ne. In zato so meni pokrajine zanimive. To je prva stvar. Druga stvar je pa to, da jaz fotografijo smatram tudi kot zanima me v smislu kontemplacije. Kontemplacija. Jaz mislim, da je to pomemben del umetnosti, ne samo to, da je družbeno angažirana, da kaže na neke družbene teme, ampak da omogoča ljudem kontemplacijo. To je ključna stvar, ker svet je tako tehnologiziran, tako je pod stresom tehnološkimi ljudje, lahko v umetnosti najdemo, tako ustvarjalci kot gledalci najdejo nekaj, kar jih umiri. To me zanima. Ne? Jaz sem večkrat navajen tudi eno knjigo, zdaj v slovenskem prevodu šla Johan Hari iz fokusa, torej out of the focus, mislim, da tako naslov, torej pozornost, kjer opisuje vse, kar se dogaja, se to je samo ena knjiga. Sem preko poletja bral 2 knjigi, se pravi z področja vplivov novih tehnologij na možgane, na plitvine, digitalna demenca, to imamo vse. To so grozljive stvari, ki tehnologije delajo. Sploh mladim in umetnost je lahko tukaj nekaj, kar vsaj malo uravnoteži vse skupaj. In to se mi zdi, da je prav tako družbeno odgovorno kot fotoreportaža. In morali tudi na ta način gledati na fotografijo kot nekaj, s čemer lahko pravzaprav blažimo to ponoreli tehnološki svet. Torej, oba sodelujeta v tem fotografskem festivalu in oba sta tudi redna gosta ostalih fotografskih festivalov. Kako jih dojemata, kako dojemata njihovo pomembnost v navezavi z razvojem sodobne umetnosti? Festivalov? Ja. Jaz sicer sem zdaj na tem festivalu, na kakšnem drugem nisem še bil, sem pa res, da zdaj sodeloval že v enem večjem projektu mednarodnem s svojimi deli. Nazadnje je bila razstava v Trstu, zdaj grem s fotografijami, oziroma se povabim s fotografijami na razstavo v Ekvador, tudi eno tako veliko mednarodno razstavo in pa potem prihodnje leto v Meksiko. To so priložnosti, ko lahko pač pokažeš, kar delaš, širši javnosti. Še posebej pa, če gre za tematske festivale ali pa razstave, kjer pravzaprav s svojim delom se vključiš v nek prikaz neke tematike. Ne. In to, kar je Gregor razlagal, pravzaprav je naštel en kup enih izzivov, s katerimi se človeštvo sooča in
In jaz mogoče za razliko od tega, kar je Gregor rekel, pravzaprav je na prvem mestu sporočilo, ne? Se pravi, kako z nekim pristopom, recimo tem primeru fotografskim, prikazati neko problematiko, ne, s katero se soočamo. Pa bodi se je to zdaj, torej, raba najrazličnejših tehnologij, ki prevzemajo neke funkcije človeka in tako dalje. To je recimo nek izziv, ne, s katerim se zdaj tudi v bistvu podajam na ta festival v Meksiko, ne, in torej nekaj druga kot je to. Tako da ja, ne, jaz pravzaprav vedno razmišljam o nekih torej, problemih, s katerimi se soočamo, ne, in potem poskušam to vizualizirati. Tudi blizu so mi oziroma me privlačijo vseh vrst degradirani prostori, ne, notranji, zunanji, okoljski, in tukaj nekaj navdih najdem v teh podobah. Ne. Če rečem, naprimer, bil sem pred kratkim v Londonu in večji del časa sva ženo hodila tam po tem centru, tudi zaradi nekih drugih opravkov, čisto živelo čas. Totalni. Jaz sem prav hotel iti v neko predmestje, ker je tam popolnoma nekaj drugega. Ne. In tisto je fotografsko zanimivo, tisto ima neko dušo in tudi priložnost za to, da tudi nekaj poveš s tem, kar tam poznaš. Festivali? Ja, lahko se dotaknemo tudi čisto iz teme kot obiskovalca festivalov, kaj kot fotografa dobite tudi iz tega, da pač obiščete festival. Festivali so velik trend, ne? Rastejo vedno več, iz leta v leto več, torej vedno več mest postaja festivalskih v Evropi, v svetu, to je res trend. Zagotovo je to izjemno pomembni dogodki, ne samo lokalno, ampak tudi za širše, za druženje. Vemo, festival je po eni strani priložnost za prezentacijo, po drugi strani pa naj bi bil, ne, priložnost za druženje. Po tretji strani priložnost za takšne dogodke kot je ta, da so pravzaprav pogovori, izmenjava mnenj in podobne stvari. Torej, to so festivali, ne samo razstave. Jaz jih, kolikor se da obiskujem, letos sem bil, lani, letos, in vemo, da imamo tudi v Sloveniji še druge festivale. Jaz upam, da bo ta mariborski se razvijal, da bo šel eno pot razvoja še naprej, torej z mednarodno zasedbo, še več dogodki in zagotovo pomembno, ne, prispeva k utripu mesta, fotografskemu utripu. Maribor ima dolgo tradicijo, fotografsko izjemno dolgo, in je prav, ne, da bi ta festival iz leta v leto dobival na pomenu. To se mi zdi mogoče ključna naloga kolegov, ki so fotoklubu, ne, da zadeve zastavijo na ta način. Ne. Da je priložnost, ne, je ravno ta neka niša, ne, mislim, vse splošni festival verjetno ne bo mogel konkurirati vsem ostalim festivalom bližnji nami okolici, ne. Lahko pa najde neko nišo, ne. In v tej niši potem se pozicionira in potem vsako leto predstavi, kaj se recimo ali v nekem geografskem okolju dogaja, ne, omejenem, ali pa na nekem področju, recimo. To bi bila lahko recimo taka priložnost razvoja. Kot vidimo, sta oba tudi aktivna v produkciji fotoknjig. Na kak način vidite pomembnost tega, da izdajate tudi fotoknjige in na kakšen način tovrstne publikacije obogatijo umetniško sceno in kreativno delo? Yes. Katerikoli. Ti imaš več.
Prej sem govoril o trendu, to je drug trend fotografski, svetovni trend so fotoknjige. To je res, to je še večji, mogoče. Produkcija fotoknjig v svetu je enormna. Novi založniki se pojavljajo, ne pri nas, nažalost, imamo samo enega, na Mariboru, ampak v svetu pa je to velik trend. Zdaj si moramo mogoče podefinirati, kaj sploh je fotoknjiga, ker tukaj je pravzaprav žanrstvo zelo raznoliko. Imamo monografije, ki so klasične, tudi klasičnega dizajna, imamo pa na drugi strani zine, ki so nekakšni nizkocenovni izdelki, ki pa so lahko z raznega in dizajnerskega vidika tudi zelo zanimivi. Skratka, vmes je eno polje številnih različnih pristopov k izdaji fotoknjig. Ampak skupaj definira fotoknjiga pravzaprav to, da želimo z njo povedati neko zgodbo s pomočjo fotografij. To je osnova. Pokazati na nekaj s pomočjo fotografskega medija v obliki knjige. Je pa res, da se zadnje leta izjemno močno vključuje dizajnerji, oblikovalci, tako da so sodobne fotoknjige pravi dizajnerski projekti, uspehi in unikatni izdelki. In temu primerne tudi cene so takšnih produktov. Kar se mene tiče, je to popolnoma ločen projekt. Lahko, recimo to, kar sem na zadnji izdal, to je ta knjiga Misplacements v 50 izvodih. To ni razstava bilo, da bi zdaj najprej bila razstava, pa bi potem knjiga spremljala razstava, ampak je to projekt sam zase. Seveda gre spet za pokarinsko fotografijo, ki mi je ljuba in v tem primeru raziskujem objekte v naravi, ki so bodisi popolnoma zapuščeni, nima nobene funkcije ali pa niti ne vemo, kaj predstavljajo v nekem prostoru. In tukaj je šlo za celovit projekt, kjer je bilo potrebno seveda eno zgodbo povedati od samega sekvenciranja fotografij do platnic, do vezave, do izbire papirja. Torej, ogromno nekih dizajnerskih ljudi, ko je bilo treba tukaj razmisliti, ne samo fotografija. To je en pristop. Drug pristop je seveda ta, da je bolj klasično, kot v tem primeru, kjer sem pravzaprav sodeloval s pesem Prvo svetino, to je čisto klasično izdajanje, bolj dizajniranje, klasično, ampak povezujejo beseda in fotografija. To je zdaj tudi en trend, sem opazil na teh festivalih, da vse več fotografov uporablja tudi določene tekste v vedno večji meri, da oplemeniti vizualno zgodbo. Tako da pristopi so različni. Drugače pa je fotoknjiga za avtorja je to podobno, bi rekel, to, kar je za glasbenika album, CD. Če je razstava koncert, je fotoknjiga album, ki ostane, ki ga lahko v miru gledaš, tako kot poslušaš, album glasbeni, lahko fotoknjigo, kadarkoli vzameš s police, pogledaš in doživljaš vedno znova in znova drugače. Medtem ko razstave so sicer tudi pomembne, pa imajo svoj rok trajanja in za njimi držav v najboljšem primeru samo katalog ostane. To je to. Tretja stvar, ki bi jo podaril, pa je inspiracija. Jaz sem tudi zbiratelj fotoknjig, moram reči, imam veliko zbirko fotoknjig in so izjemno inspirativne zadeve. To se mi zdi prav tako pomembno, da kot en del svojega ustvarjanja oziroma svojega spogledovanja s fotografijo. Tako jaz se doživljam, morda drugače. Fotoknjige so pomembni vidik ustvarjanja. Seveda pa je potrebno biti tudi ne samo fotograf, ampak je treba vse pravzaprav, oziroma večino stvari urediti tudi s produkcijskega vidika skoraj.
tudi tukaj se treba angažirati, ne samo za ustvarjalnega. Ja, pravzaprav, jaz sem vesel, no, da ste ti dve knjigi ogledali luč sveta. Zdaj, tale prva knjiga je nastala leta 2017 in jo je založila mariborska založba Litera. Ne. To je bilo eno tako srečno naključje, da sem srečal urednika v nekaj pogovoru povedal, kaj delam, ne, na kakšno temo delam in se mi je zdelo zanimivo, da bi to tudi Litera izdala, ker še ni do takrat imela nobene tovrstne knjige. Vesel sem tudi zato, ker je pri knjigi sodelovala moja draga prijateljica Bojana Kunst z izjemnimi teksti in ker je pač nastal pravzaprav en dokument našega mesta. Ne? Ni edini, jih je več, je pa pač na nek mogoče nekoliko drugačen način prikazan torej neka časovna torej mesto v nekem času. Ne? In pa potem tudi skozi besedila dodatno še to predstavljeno. Zdaj, ta druga knjiga je pravzaprav imela podobno srečo, no? Ker sem na podlagi tiste prve knjige dobil štipendijo pri javnem skladu za knjigo in sem potem ves tisti denar, ki sem ga dobil, vložil v knjigo, v katero sem dal tole serijo, ki je tudi v tistem času nastajala in jo v samo založbi izdal. Je pa res, da tako pri prvi knjigi kot pri drugi knjigi je pa zmanjkalo sredstev za tisto, kar pa je Gregor prej omenil kot ena pomembna komponenta pri fotoknjigah, torej sodelovanje z oblikovalcem, ne, ki torej ni zgolj samo nek grafični oblikovalec, ki postavi stvari, ampak tudi potem na nek način s tabo sodeluje v tem procesu nastajanja knjige. Ne. In ko se to zgodi, nastajajo res dobre knjige. Ne. Tu se žal to ni zgodilo, ni bilo teh sredstev na voljo, te knjige sem bolj ali manj sam oblikoval, pri tisti prvi mi je pomagal sin, takrat še srednješolec, tako da danes bi seveda te knjige poskušal narediti nekoliko drugače, sem pa res vesel, da jih imam, so pač nekaj, kar je, kot rekel Gregor, kot album ostane, obogatel pa se zagotovo ne bom, ne, tako da pa tudi z kakšno naslednjo, ne glede na kvaliteto, pač enostavno trga, razvitega trga ni. Imamo v Ljubljani recimo dve galeriji, ki se ukvarjata tudi s prodajo knjig, fotoknjig, zdaj koliko se tega dejansko prodaje, je pa vprašanje. Tako da. Torej, preden se obrnemo še k vprašanju publike, kaj je glavno sporočilo, ki ga želite predati obiskovalcem festivala in specifično vajine razstave v galeriji Stolp? Prej sem že govoril o sporočilnosti moje fotografije, kaj želim, ne bi zdaj to ponavljal še vse enkrat. Jaz bi pravzaprav, kar se festivala tiče, želel, da napreduje. To bi res želel, da napreduje po avtorski plati, po medijski plati, ne, da je vsako leto boljši. Zdaj, če smo videla k temu, kaj pridonesla, upam, da sva z najnim sodelovanjem tokrat, res sem že pred leti sodeloval, tokrat ponovno, pred Bojan in upam, da sva pridonesla tudi še sama letos s tem. Ne. Torej, moje sporočilo je, upam, da bo to, da bo drugo leto festival boljši in še bolj odmevnejši na to. Definitivno ste do prekaz. Ja, jaz bom mogoče samo se na ta del, kar sporočam s svojimi fotografijami, tako kot pri vseh teh mojih serijah, s katerimi naslavljam torej, to problematiko, okoljsko problematiko, tudi s to upam, da v gledalcu zbudi neko razmišljanje o tem, kakšnem svetu živimo, kaj pravzaprav sami
povzročamo ali pa kaj lahko mi naredimo za to, da ne bomo zdrveli v totalno katastrofo, nismo več daleč. Torej, s tem zaključujemo ta del pogovora. Hvala obema sogovorcema, hvala vam. Zdaj pa je vaša priložnost, seveda, da tudi vi naslovite svoje vprašanje. Branimir? Kateri kriterij dal fotografijo digitalno spredje? Za mene obstaja fotografija kot fotografija, gotovo. Če gledamo prvo fotografijo, ki je bila narejena in ohranjena na kositrni plošči, to pomeni, da fotografija projicirana z svetlobo na neki medij, ki ohranja to podobo. In to je to. Je pa normalno, da je tehnika tudi v fotografiji šla v digitalno dobo, tako je šla vse skupaj digitalno in tudi to. V bistvu fotografije ostane fotografija. Narejeno z svetlobo in je to. In tako pravijo, in moj vojni seks pa umetnosti je dobljeno vse. In to je tudi tema letošnjega festivala. Seks. Delno je naslov temu primeren, definitivno. Kaj vi mislite? Imate misli o Branimirjevi misli? Mislim, da smo to že skozi ta naš pogovor povedali, da tehnika, ki jo uporabljava, nama ni zdaj, torej ne ukvarjava se toliko s tem, kakšno tehniko uporabljava, ampak enostavno vzameva tisto, kar nama v tistem trenutku najbolj odgovarja, zato da lahko narediva to, kar smo si zamislili. Mogoče bom pa kdaj delal spet kaj z analogom. Tudi jaz sem delal v analogni tehniki, tudi sem imel serijo, sem tudi razstavljal, kjer sem tele 6x6 črno-bele negative potem v temnici združeval z eno plesalko in je pač nastala ena taka zanimiva med prostori teles je bila naslovljena. Tako da, mislim, ja, fotografija, ne? Ja, še jaz bi nekaj vprašal, sem vesel, da sem to spoznal, ampak bi lahko tako na prvi pogled, ko sem pogledal to razstavo, bi se tako opazil neka soft obdelava oziroma soft tvoja, pa na drugi strani pa ena hard obdelava, To mi je dano nekaj z tega fotografskega kvaliteto za razstavo. To smislu reči, ne vem zdaj, če bi tu procenti gledal, mogoče tvoja 5 do 10 do delove, pa mogoče prek 50. Težko reči. Če sem razmišljal, kako bi ampak nekatere niso nič obdelane tudi v tej seriji. Ene so, ene niso. To je zelo odvisno, kar želiš povedati. Ker, kot sem povedal, meni ta orodja služijo za to, da jaz svoje občutke, notranje občutke prenesem na na fotografijo končno. To je bistvena stvar. Zdaj ne bi se želel ponavljati. Mislim, da sem predolgo argumentiral, oziroma sem širše poskušal argumentirati, da je manipulacija prisotna od samega začetka fotografije, ker črno-beli svet transformiramo, barvni svet transformiramo v črno-belega. Še enkrat, ni večja manipulacija kot to. Zdaj, mislim, ne bi se smeli s tem obremenjevati. Res, ali je dobro, ali je slabo, ali te zadene tule v pleksus neko umetniško delo, ali ne, to je ključen. Hočem reči, da danes vsi razmišljamo o tem računalniški inteligenci, to je pa nekaj drugega. To je pa nekaj drugega. Ampak jaz pa recimo vidim ravno to, mislim, to mi je pravzaprav pomembno, kar je povedal, kar bistvo te najne razstave. Imamo na eni strani prikaz, en takega radikalni prikaz nekega stanja, ki ga že pravzaprav doživljamo, preko vseh teh požarov, verjetno v naravi še huje, kot je na teh fotografijah, oziroma na teh manipulacijah. In na drugi strani imamo eno tako še vedno mehko, nežni prikaz narave v vsej svoji lepoti, bujnosti
in to je tudi nekako ne ta, torej to, kot sem rekla, neko brezšivno povezovanje obeh serij, ki gresta od tega nekega opozorila katastrofe do kontemplacije, do trenutka, ko lahko še vedno razmislimo o tem, da pa nismo še tam in lahko še kaj naredimo, da ne bomo tam dokončno. Ja, vse skupaj. Tehnike smo pač odlično funkcionirajo. To je različno. Tehnika je orodje, tako kot je slikarski čopič ali karkoli. To je orodje. Jaz se včasih poslušujem odvisno od motiva tega, kar želim povedati. Recimo, ko sem predstavljal serijo v okviru skupinske fotografije Nova F, torej pregled slovenske fotografije tukaj meseca maja, sem predstavil serijo kraških gozdov, požganih kraških gozdov. Jaz sem bil nekaj tednov, 3 tedne, mislim, da po teh požarih tam, sem cel dan tam preživel, fotografiral, vonj je bil še vedno močno prisoten, hodiš po pepelu, zvokov ni nobenih, ker nima kaj še listeti, šumeti, živali ni nobenih, skoraj popolna tišina. In občutki so bili neverjetni, to se je res naseli vate. In tista serija pa je bila bolj manipulirana. Ravno zaradi s tem namenom, ker sem hotel svoje občutke na ta način prenesti v fotografijo. Zato sem uporabil močne barve po eni strani, rdeče, ki asocirajo na dogodek, po drugi strani pa tudi nek temačnejše barve, ki pravzaprav kažejo neko tesnobo, ki človek tam doživi, ko hodiš tam in pravzaprav ko vidiš, kakšno uničenje je možno vsak trenutek. In pravzaprav s pomočjo barv, s pomočjo teh manipulacij sem jaz svoje notranje občutke takrat v tisti seriji izrazil. No, potem pa sem to serijo poslal letos na en drug fotografski festival v Sloveniji, ki je imel tudi razpisano požar na Krasu temo in so mi to zavrnili. To pa je razumljivo, ker je čisto dokumentarni ta festival fotografije, tisti drugi je čisto dokumentarni narave in je to bilo preveč, kak abstrakcije to bilo. To, da ti svoje lastne občutke izraziš, da ni realistična podoba to, enim je to bližje, enim je to manj blizu. Ampak kaj hočemo, okusi so različni, delamo pa to, kar moramo. Se čutite med sabo kot konkurentov, glede na motive? Me pa recimo res preseneti to, ko vidim, recimo, ko vidim recimo njegova dela, pa so mi tako zdi, se pa kaj smo pa to so kaj povarjala, pa se skopirala drug od drugega, pa zagotovo se trdim, da ni temu tako, ne z njegove, ne z moje strani, ampak enostavno neki podoben pogled se je zgodil dvema, ki živita tukaj v tem okolju in neki podobne stvari delata na podoben način, torej fotografijo razumeta. Sinergija. Sinergija? Ja. Ima pa tudi Gregor neke tere zadeve, tudi na svoji spletni strani predstavljene še odprej, recimo iz prejšnjih opusov, ki niso pokrajine, torej imaš tudi neke druge stvari, druge motive. Tudi jaz imam od tistih prvih mojih tam v 90-ih letih, ko sem sodeloval z režiserji gledaliških predstav, do tega Maribora in potem pač naprej. Če ni dodatnih vprašanj? Mogoče še več. Je? Pol se vam vsi trije najlepše zahvaljujemo za vašo pozornost in obisk in vas seveda vabimo, da si razstavo pogledate ali še enkrat pogledate.